Besedna zveza, ki se v debati o evtanaziji in pomoči pri samomoru stalno zlorablja, je beseda človekovo dostojanstvo. Ker človekovo dostojanstvo je tisto, iz katerega izhajajo človekove pravice. Zato ga je treba res dobro definirati. In tudi v tem zakonu pišejo o človekovem dostojanstvu prav na začetku. Pišejo, človekovo dostojanstvo izvira iz njegove notranje svobode. Zavedanje vsakogar, da lahko avtonomno oblikuje in uveljavlja svoje ideale in prepričanja. V bistvu utemeljujejo človekovo dostojanstvo s človekovo avtonomijo, to, da se lahko vsak sam odloča o nečem in v njihovem primeru o končanju lastnega življenja. Ampak daleč od tega, da bi človekovo dostojanstvo temeljilo na avtonomiji, zaradi tega, ker poznamo tudi ljudi, osebe, ki nimajo avtonomije, ali pa je njihova avtonomija zmanjšana. In če bi njihovo besedilo veljalo, bi pomenilo, da bi imeli potem takem tudi človekovo dostojanstvo zmanjšano, okrnjeno, ali pa ga sploh ne bi imeli. Naprimer otroci. Otroci nimajo avtonomnega odločanja o sebi v tem pravem pomenu, ker še niti ne morejo se odločiti, kaj se bojo recimo oblekali zjutraj, ko gremo v vrtec ali pa v šolo. In tudi osebe recimo z neko motnjo v duševnem razvoju, tiste osebe so odvisne od nekoga drugega in nimajo tega avtonomnega odločanja. Prav tako osebe, ki imajo demenco. Zato je pomembno res poudariti, da v trenutku, ko človekovo dostojanstvo naslonimo na avtonomijo, za nekatere ljudi postane življenje precej nevarno. In ne dopustimo, da se tako okrnjeno govori o človekovem dostojanstvu, kot se govori o tem zakonu.